Trumpova administracija je Islamski republiki dala teden dni premora za pogreb Hameneja. Torej, medtem ko so pogajanja na pauzi, prisluhnimo, kaj režim v resnici govori. Umor za vsemogočnost! Mar amigo! Mar amigo! Mar amigo! Hasi ekoš! Imam emadat! Zakaj ne ubijate? To je naša sramota! Če ne ubijemo morilca, ki je zagrešil atentat, prisegam pri tvoji krvi, umor zaradi atentata je na naši vesti. Z Božjo močjo je Varamin začetnik našega 15. upora. In pogumne ženske so se odločile, da bodo, če Bog da, določile nagrado za tistega, ki ubije Trumpa ali Netanjahuja. Nagrada bo, strani moških in žensk iz Varamina 100 kg zlata. 100 kg zlata. Če Bog da, naj kmalu pride novica za iransko ljudstvo, da sta Trump ali Netanjahu odstranjena. No, slišali ste, 100 kg zlata za tistega, ki ubije Netanjahuja ali Trumpa. Torej, res so zelo spremenili svoje ravnanje, kot lahko vidite. Vem, da imamo tudi posnetek Mohameda Galibafa, ki je trenutno glavni pogajalec in tudi predsednik parlamenta Islamske republike, ki je o tem povedal naslednje o domnevnih popuščanjih, ki naj bi jih dala Islamska republika. Maščevanje za našega imama je osvoboditev Jeruzalema. Nikakor ne dovoljujemo dostopa do krajev, ki so bili bombardirani in poškodovani. To ni v skladu z zakonom. Delali smo s častjo, prisežem pri Bogu. To je dokaz poraza Združenih držav Amerike. Dokaz, da so Združene države Amerike bile poražene. No, to ste slišali iz ust glavne pogajalke Islamske republike. Ne zgleda ravno dobro. Seveda, to je popolno zanikanje tistega, kar so Združene države izrecno trdile, da se bo zgodilo. Da bodo dovolile tem pogajalkam vstop. Prav tako ti grozljivi prizori z pogreba, kjer vzklikajo smrt Ameriki. Ne zdi se, da bi šle stvari Združenim državam v teh pogovorih dobro. Kaj meniš, Bellamy, o tem, kar smo doslej videli? Oprosti. Trenutno sem izgubila upanje, da ima sploh kaj smisel. In mislim, da mi način, kako se je uprava lotila tega, pušča veliko vprašanj. A hkrati, ko gre za Iran, izraz pogajati se ne pomeni nič. Kaj ne? To ne pomeni popolnoma nič. Ker kaj se je zgodilo z načelom, da se ne pogajamo s teroristi? Ne. In potem pogledamo, kaj se je zgodilo januarja. Ljudem ste rekli, naj gredo na ulice in potem so jih pobili. Še vedno jih ubijajo, medtem ko govorimo. In potem kar naenkrat za pogreb obožujem dober slovesni blišč. Zdaj pa silite civiliste, ki so celo proti režimu, da se udeležijo pogreba, čeprav veste, da bi v primeru kakršnegakoli incidenta izgledalo, kot da je Izrael ubil Irance. Vse bi bila krivda Izraela, vse bi bila krivda ZDA. Torej, z vidika javne podobe je bilo to izvrstno. Kar bi si jaz želela in tega ne bom zadrževala, je, da bi morali kar pogreb zbombardirati z jedrskim orožjem. Ampak to je samo moje mnenje. To je neprijetno, ne vem, kaj misli Luka. Ampak ne bi imela nič proti kakšnim ciljno usmerjenim zračnim napadom. Vsaj nekaj takšnih, posebej usmerjenih. Vsaj ciljno usmerjenih. Ja. Ker si, če nekaj narediš, je narobe, če ne narediš, je pa tudi narobe. In v tem trenutku bomo še vedno krivi za vse ostalo. Torej, če se boste vsi pojavili, mislim, da bi bila mal globja ali pa mal bolj vodna situacija odlična. Ja, ne bi imela nič proti še enem napadu s pozivniki za nekatere ljudi, ki smo jih videli. Vem, da so bili tudi posnetki Hutijev, ki so prispeli na to pogrebno procesijo. Prišli so z vzklikanjem smrt Ameriki. Mislim, tema tega večdnevnega pogreba, ki se po naključju dogaja ob 250. obletnici Amerike, je smrt Ameriki. Naj vas nihče ne zavede. Mislim, to so naredili namenoma. Ni dvoma. Resnično verjamejo v simboliko. Američani in Zahod pa radi pravijo, da to v resnici nič ne pomeni, da ne mislijo resno s tem, kar govorijo. Smrt Izraelu, smrt Ameriki. Ubijemo Trumpa. 100 kg zlata za, Netanjahujevo glavo, to ni samo šala. To niso samo besede.
To bi naredili brez pomisleka. In zdi se mi, da nam na Zahodu še vedno manjka ljudi, ki bi razumeli, da to resno mislijo, kaj ne? To je njihova razglasitev neodvisnosti, če hočeš. To mislijo, ko to rečejo. In moramo jih vzeti za besedo. No, žal pa vidimo tudi veliko voditeljev na Zahodu, iz kakršnih koli razlogov, o katerih bomo govorili. Prepričana sem, da predsednik Združenih držav Amerike vse te pozive k hujskanju, te izrecne spodbude za atentat nanj bagatelizira. Nanj. Res je noro, kar vidimo, še posebej ti prizori na pogrebu. Tako očitno, tako jasno in razočarajoče je, da ljudje preprosto ne poimenujejo stvari s pravim imenom. Ampak veš, viden smo tudi neki udeležencev, ni bilo veliko znanih obrazov, moram reči. Veliko političnih in diplomatskih osebnosti z D in C seznama iz različnih držav. Seveda smo na tem pogrebu videli tudi veliko predstavnikov terorističnih skupin. Turku, kaj meniš o pogrebu glede na to, kar smo do zdaj videli? Kar vidim je, da si je Iran vzel teden dni premora od pogajanj, da bi pokazal moč maščevanja in propagande. Ja. Točno tako. Razpisali so nagrado za Trumpovo glavo. In tudi, kar smo videli, so vsako državo pozdravili z verzi iz Korana. In Turčija in Saudska Arabija dobita res slade. Niso bili ti verzi, niso Turčije ali Saudske Arabije imenovali za zaveznike. Namigovali so, da so sodelovali s sovražnikom. In talibani dobijo najboljše besede in jih imenujejo zaveznike. Pozdravljeni so kot zavezniki. Torej talibane pozdravljajo kot zaveznike. Ja, pravijo, da sta Turčija in Saudska Arabija, ker sta sunitski, kaj ne? Suniti, in mislim tudi, da dokler ne žrtvujemo svojih vojakov za ta zlobni režim, zanje nismo dovolj muslimani. Prav! Mislim, da je bil ta pogreb samo šala. In ne vem, kaj počne Trump, kaj so ta pogajanja. V bistvu to niso pogajanja. To je samo zato, da Iran dobi čas, da si opomore in se pripravi na povračilni udarec. In to razglašajo že mesece, od začetka protestov decembra. Moram reči, da nismo imeli priložnosti, da vas predstavimo, ampak Turku Avci, ki je pravzaprav turška raziskovalka in študentka tukaj v Izraelu, je bila tarča režima v Turčiji. Torej, res imate neposredno izkušnjo z nekaterimi od teh zelo prijaznih ljudi, ki jih vidimo na tem pogrebu. Ampak, veš, Bellamy, rada bi se vrnila k tebi glede pogajanj. Mislim, kaj pravzaprav počnemo? Če Galijev sam popolnoma zanika, da bodo dovolili kakršnekoli inšpekcije, o čem se sploh pogajamo? Ali ni bilo to najprej mišljeno samo glede jedrskega vprašanja? Ja, ampak rada bi se tudi vrnila k temu, kako je Trump zmanjšal pomen tega, kar se je dogajalo in kar se je spodbujalo. Tako je, ker je bil večkrat tarča in vedno je šlo za boj, to je potem postalo pika na i. Skoraj kot njegov mesijanski trenutek, kri, ki teče po obrazu in pest v zraku, to je bilo res nekaj izjemnega. Kako bi se pa on počutil, če bi se mu bog ne daj zgodil še en napad ali kaj podobnega, pa bi mi to zmanjšali? Kako bi to potem izgledalo, če bi kot državljani rekli, ali bi bili manj domoljubni? Bi bili kot, ali smo zdaj mi tisti, ki bomo stali na strani teroristov? Kako bi on to sprejel? Ampak če se zdaj vrnemo k pogajanjem. Najprej ta beseda ne pomeni popolnoma nič, ker kaj sploh počnemo? Če gremo naprej, mora biti nekaj, kar je jasno povedano že na začetku. On ne pove ničesar, pridobiva si čas. Vmesne volitve se bližajo, dogaja se toliko stvari. In kar se tiče njegove baze, baza ni zadovoljna z njim. In baza, kot smo že videli pri levičarjih, tudi na desnici, so ljudje res proti Izraelu. In to ni cela republikanska baza, ampak tisti ljudje, ki so res pomembni in tisti, ki imajo dovolj globoke žepe, si v resnici ne želijo imeti opravka z Izraelom. Nočejo imeti nič z Izraelom. Na začetku je bilo super, zdaj pa pravijo, da je smešno, da to še vedno omenjaš, ker ne bi bilo Amerika na prvem mestu. Ampak kaj je Amerika, če ne more odločno ukrepati, ko gre za grožnjo, za najmočnejšo državo na svetu? Če ne moreš vstati in dejansko postaviti precedensa za to, kaj pomeni nekoga napast, tudi če gre samo za besede, potem se jaz kot ameriška državljanka ne počutim varno. Ja. Mislim, da si izpostavila zanimivo točko, ker sem tudi jaz, ena od mojih prvih misli, ko sem videla Trumpove komentarje, bila, kakšno sporočilo to pošilja drugim Američanom. Pozabimo na Izrael, v redu, ne maraš Izraela, prav, ne maraš Izraela.
Kakšno sporočilo to pošilja vsem drugim ameriškim zaveznikom in vsem drugim manjšim demokracijam po vsem svetu? Ni pomembno, kaj počne Islamska republika. Ni pomembno, kaj počnejo Rusija, Kitajska, Severna Koreja ali katerakoli od teh diktatur. Predsednik Združenih držav Amerike, voditelj svobodnega sveta, ne bo storil ničesar. Ne samo to, zavajal bo ves svet in jim govoril, da je vse v redu, čeprav je povsem jasno, da ni. Mislim, da ne vem. Morda gre za vmesne volitve. Vem, da če izgubi predstavniški dom in senat, ga čaka veliko težav glede njegovega programa, karkoli že to je. Ampak mislim, to bo šele novembra, to je še to je dolgo obdobje in kot vemo, dlje kot to traja v Islamski republiki, več ljudi umre. Vsak dan umre več Irancev. Mislim, Šošana, kakšno je tvoje mnenje? Kaj se dogaja s temi pogajanji? Kakšen je tukaj cilj? Mislim, da si izpostavila res zanimivo točko. In to je, da ne gre samo za to, da zmanjšujemo iransko grožnjo oziroma režim, kaj ne? Ko zmanjšujemo, ko rečemo, veš, ko ne odgovorimo na očitno. Kaj? Ali je naročil atentat nanj? To so v bistvu naredili, kaj ne? Ja, torej, ko ne odgovoriš, delaš dve stvari. Prvič, zmanjšuješ sebe, hkrati pa zmanjšuješ tudi grožnjo, ki jo oni predstavljajo. In zdi se mi, da se je to dogajalo ves čas. Če ljudje ne razumejo, da je iranski režim svetovni vodja terorizma, tako posredno kot neposredno in tudi nad lastnim narodom, potem kaj sploh lahko tukaj dosežemo? Pogajanja so zame skoraj sekundarna stvar, ker s tem, ko jih zmanjšujete tudi, kot ste rekli, moj položaj kot Trump in njihovo grožnjo svetu. In mislim, da delate dvojno napako. In potem pogajanja, na tej točki sploh ne vem, ali ima Trump kaj za bregom, ali kakšni so njegovi načrti, če sploh ima načrt, ali pa se bo vse skupaj spremenilo. Ampak vem, da je trenutno zelo nevarno, če ga ne jemljemo resno in če ne odreagiramo, kot da gre za pravo grožnjo. In mislim, da je to velik problem. No in kot vemo, je Islamska republika že večkrat kršila dogovore. In vidimo to izmenjavanje udarcev. Veste, Islamska republika bombardira ladjo, potem pa Združene države bombardirajo nekaj malega, kar pripada režimu. In potem slišimo, da je bil to sorazmeren odziv. Zakaj obstaja ta obsedenost s sorazmernostjo? Ne v smislu, kaj to pomeni po mednarodnem pravu, ampak v smislu, da ne moreš premagati sovražnika. Spomnim se tistega prizora iz serije Zahodno krilo pred leti. Nočeš biti sorazmeren sovražniki, želiš premagati svojega sovražnika. In zdi se, kot da tega ne moremo več storiti. Kot da je toliko polemik glede nečesa, kar se zdi osnovno. Mislim, Turgut, kakšno je tvoje mnenje o pogajanjih? Mislim, sem nehal spremljati pogajanja, ker vsi vemo, kako se bo končalo. Že od začetka, še preden se je vojna začela, vemo, da je to nesmiselno. In Iran ne bo upošteval nobenega od sporazumov, ki jih bodo podpisali. In to je tisto, kar izjavljajo za svojo državno televizijo, za mednarodno televizijo. Zato ne vem, zakaj in kako Trump zaupa njim in dopušča, da se to dogaja. Mislim, da bomo videli, ampak mislim, da vem, kaj bomo videli. To mora biti taktika zavlačevanja. Mislim, ne vem kaj drugega. Mogoče je, svetovno prvenstvo se zdaj igra po Združenih državah. Ja. Ljudje so zelo zainteresirani za to. Gledajo to. Kot da vsi pravijo, počakaj, imaš prav, tega ne bom mogla narediti. Nisem si ogledala ničesar svetovnega prvenstva. Torej si v manjšini žensk, ker je veliko ljudi prikovanih pred televizorje. Moji otroci so kot Maroko in Kanada igrata. Jaz pa, no in? To je tako smešno. Koga briga? Ampak trenutno je vsa pozornost sveta na nogometu in seveda na poroki Taylor. Ja, seveda. Kako bi lahko pozabili? Zaprli so Manhattan. Mimogrede, sem oboževalka Taylor. Tudi jaz. Za zapisnik. Ampak res želim, omenila si nekaj zanimivega o tem, kako Trump pravzaprav predstavlja zavajajočo podobo tega, kaj režim v resnici je. Jaz bi temu rekla izkrivljanje resničnosti. In to je pravzaprav nekaj, kar je pogosto počel tudi z drugo državo, o kateri želim danes govoriti. In to je Turčija, za katero se še ne ve, ali bo res tako, ampak vse bolj kaže, da bo to naslednja velika bitka, naslednji veliki sovražnik. Vsaj glede na to, kako govori Erdogan, diktator. Turku, kakšno je tvoje mnenje o tem? Vem, da je Trump nekako našel vse te izgovore za prodajo letal, bojnih letal Turčiji, česar so se prej izogibali. Zelo zaskrbljujoče. Vidimo, da veliko članov kongresa, tako na desni kot na levi, izraža skepticizem glede tega. To ni dober režim.
Mislim, kakšno je tvoje mnenje o tej situaciji? Tudi Trump ne neha dajati komplimentov Erdoanu v vsakem svojem govoru. In čudno, kaj ne? Zakaj? In mislim, da mu Erdogan tudi ugaja. Med njima so neki dogovori. Prav tako, kot veste, se je Turčija izpostavila med vojno z Iranom. Mislim, da je Turčija naredila vse, kar je Trump od njih zahteval, čeprav Erdogan pravi drugače. In mislim, da je to, kar prihaja od turških uradnikov, bolj turška propaganda, saj se Turčija trenutno spreminja v res nedemokratično državo. In postajamo resnično država tretjega sveta na Bližnjem vzhodu, kar zadeva svobodo govora in demokracijo. In mislim, da jih bolj zanima širjenje svoje propagande v svetu. Ker so videli, da je to pomagalo Iranu, režimu v Iranu, ker so videli, da kljub temu, da ubijajo svoje ljudi, kršijo vse vrste človekovih pravic nad svojimi ljudmi, samo zato, ker so bili proti Izraelu, dobili so podporo zahodnih levičarjev. In mislim, da je tudi to tisto, kar iščejo. In vidimo pri TRT World še ena zapuščina. Včasih tudi Jane Kruger poskušajo prikazati Turčijo kot edino moralno državo, ki izstopa. In to je državna televizija. To so televizije, ki jih sponzorira država. Točno tako. Točno tako. Ko gledam TRT v turščini, je kot da bi gledala televizijo iranskega režima. To je propaganda, ki jo izvajajo. In si mislim, Turčija ima več kot 24 objektov in baz, ki jih uporabljata Amerika in NATO skupaj. Torej, kaj počnemo? Na čigavi strani smo? In kakšna zunanja politika je to? Mislim, da bi morali turški novinarji to vprašati, ko postavljajo vprašanja. Našega zunanjega ministra morajo ga vprašati o naši zunanji politiki. Na čigavi strani smo? Kaj počnemo? In mislim, da je zdaj to samo propaganda in nekakšno olepševanje današnjega režima. No, veste, omenili ste zunanjega ministra, kako mu je ime? Hakan Fidan, zunanji minister Turčije, ki je podal nekaj precej spornih izjav. Pravzaprav imamo posnetek, poglejmo si ga. Izrael ni problem samo za Turčijo. Ni samo zadeva našega predsednika. Samo naš predsednik izstopi in reče, da je to narobe in to tudi poimenuje. To je boljše kot v izvirni nemščini, veste. Vem, kaj ne? Zveni. Točno kot aplikacija. Točno kot nekdo drug. Oni so problem. Vse človeštvo se mora vključiti, da reši ta problem. Mislim, zelo, zelo očitno je, kam ta retorika vodi. Prav tako se mi zdi smešno, da nekdo, ki predstavlja Turčijo, trdi, da je Turčija naredila več kot katerakoli druga država, celo proti Izraelu. Kot si rekla, še vedno vsaj poskušajo igrati na obe strani. Ja, jasno, mislim, to je kot nacistična retorika. Ne mislim, da je res, da se Turčija sploh ni vpletla v vojno. Obstajajo poročila, da je Erdogan šel naravnost do J.D. Vansa in rekel, naj prepreči vse to. Obstajala so poročila o poskusu, da bi Kurde vključili, jih oborožili in naredili del upora. In oni, veš, Turčija je bila preprosto. Absolutno ne, tega ne počnite. Ali je to res ali ne, ne vem. Ampak kjer je dim, je tudi ogenj. In zagotovo je bilo nekaj na tem. Ne mislim, da je bil tiho. Ne mislim, da je bil. Ne, ni bil tiho, ampak mislim, da si mislila, da ni podpiral Islamske republike. Kot da niso ničesar naredili, ker bi sicer, ja. Ali saj to je strah, da bi, mislim... Tako da imamo srečo, da so to samo preprečili. Mislim, ja. Mislim, da je najpametneje, da Ciprčani dejansko sklenejo zavezništvo s pravimi ljudmi. Da lahko dejansko dekolonizirajo severni del svoje države, ki ga vodijo Turki. Zasedba bo poslala zelo močno in jasno sporočilo ljudem, s katerimi želijo sedeti za mizo, kdo so svetovni teroristi. Ja. Mislim, ponovno smo izzvali jezo turškega režima, ker smo priznali grozoto armenskega genocida. Bog ne daj, da bi priznali pokol, ki se je zgodil pred približno 100 leti, zdaj že več kot 100 leti. Ampak veste, Turčija glede tega že desetletja ravna nezaslišano, odkar obstaja moderna turška država. In to zanikajo in brišejo dokaze že od nekdaj. Ampak nismo videli veliko dodatnih izpadov besa strani turškega režima kot odziv na to. Vsakič, ko se to zgodi s katerokoli državo, prisegajo, da bodo prekinili odnose in da bodo posledice zaradi priznanja armenskega genocida. In teden dni kasneje nihče več o tem ne govori.
Mislim pa, da smo tokrat ta proces celo pospešili. Trajalo je manj kot teden dni. Ja, v resnici niso govorili v Turčiji. V Azerbajdžanu pa o tem govorijo več, ker je Azerbajdžan nekakšen zaveznik Izraela in so zelo užaljeni. Tudi jaz dobivam sporočila od nekaterih svojih azerbajdžanskih sledilcev. Ampak armenski genocid je precej občutljiva tema v Turčiji. Kot nekdo, ki je odraščal v Turčiji, bi vam rada povedala. In celo veste, da bi razumeli, kako občutljivo je to. Tudi ko izgovorim besedo genocid, se počutim nekako čudno, ker je bilo to skoraj prepovedano. In spomnim se, da je bila Francija ena prvih držav, ki je to priznala. Bila sem otrok, mogoče 6-7 let stara. In vsi so nehali kupovati francoske izdelke. In to je res občutljiva tema. Ampak tokrat sem res preverila vse turške novice. In res sem se spraševala, so to preboleli? Ja, zelo zanimivo. No, to je dobro. Vem, da je bilo nekoč tudi kriminalizirano. Nisi smel uporabljati besede genocid, ampak so počasi to omilili. Nisem prepričana, kako dolgo se bo to še nadaljevalo, glede na smer, v katero gre Erdogan, ampak bomo videli. Prav. No, rada bi prešla na enega naših bolj priljubljenih, enega naših najljubših segmentov, junake in barabe. Seveda bomo začeli z našimi barabami, katerih ta teden res ne manjka. Zadnja leta se zdi, da res ni pomanjkanja barab. Ampak začela boš ti. Dovolila si nam, da začnemo z barabami za danes. Turku, koga imaš? Mislim, da to ne bo presenečenje. To je zunanji minister moje države, Hakan Fidan. Spet, kot vsak teden, je grozil Izraelu. Žaljivo je govoril o Izraelu. In pozablja, da turško ljudstvo čaka, da se odzove na tisoče težav, ki jih imamo. In se odloči govoriti samo o grožnji, ki sploh ne obstaja. Ta konflikt so začeli z grožnjami Izraelu od 7. oktobra dalje. Vsak teden, po vsakih petkovih molitvah, pozivajo k uničenju Izraela. In potem so ustvarili konflikt, ki sploh ne obstaja. In pozabil je, da je podpisal mirovni načrt za mejo z Gazo, ki zagotavlja varnost Izraela in razorožitev Hamasa v Gazi. Ampak zdaj sem res zmedena. Podpisal je. Podpisal je poleg Trumpa, sedela sta skupaj in, neverjetno, podpisal je dogovor. In nisem prepričana, kateremu Hakanu Fidanu naj kot Turki zaupamo. Hakan Fidan, ki vsak teden grozi Izraelu, ali Hakan Fidan, ki zagotavlja varnost Izraela in razorožuje Hamas. Ampak zdaj gostimo tudi Hamas. Hamas postaja baza in nihče tega ne postavlja pod vprašaj. Nihče tega ne vpraša Hakana Fidana, niti naš vodja opozicije. In rada bi vas spomnila, kdo je Hamas. Hamas je podaljšek muslimanske bratovščine in muslimanska bratovščina je bila. Muslimanska bratovščina je bila ustanovljena, da bi se maščevala Turški republiki in Ataturkovim revolucijam v Turčiji, ker je Ataturk po vzpostavitvi sekularne ustave odpravil kalifat. In potem, ko je odpravil to institucijo, nobena arabska ali muslimanska država ni pristala na ponovno vzpostavitev te institucije, ker je bila neuporabna. In takrat je vodja muslimanske bratovščine, Hasan al-Banna, je ustanovil muslimansko bratovščino, da bi se maščeval sekularni Turški republiki. In danes si Turčijo izbirajo za svojo bazo in se maščujejo. Izgubljamo demokratično, moderno Turško republiko. Postaja država, kakršno si želi muslimansko bratovščino. In mislim, da je to prava grožnja. Prava grožnja ni Izrael. Nikoli ni bil Izrael. In ko preberem komentarje pod Middle East Eye ali TRT World, teh zahodnih levičarjev, ki včasih hvalijo Erdogana, sem res šokirana. Praktično vsi njegovi tekmeci so trenutno v zaporu. Ja. Rekla sem si, v redu. In samo zato, ker je proti, samo zato, ker ogroža suverenost druge države, ga moramo zdaj hvaliti. Tako, mislim, da ste bili tudi vi ogroženi. Da. Pozabila sem omeniti, zdaj je to povsem naravno. Si zelo iskana. Zaradi česa imaš težave? Zaradi ponavljajočih se žalitev predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. V redu, no, kolokolov. Ja, dobro opravljeno. En aplavz. To je kar dosežek, ja. Wow!
V redu, torej Šana, kdo je tvoj baraba tedna? No, iz ene države v drugo, ki razpada. Ta teden izpostavljam Demokratsko stranko zaradi tega, kar je postalo sprejemljiva razprava znotraj te stranke, da je biti Jude problem. Med pogovorom na CNN o možnih demokratskih predsedniških kandidatih je ena izmed udeleženk trdila, da bi senator Jon Ossoff lahko bil demokrat, ki bi lahko našel pravo ravnotežje, saj je, čeprav je Jude, zelo kritičen do izraelske vlade. In še ena udeleženka, Alex Michelson, je dejala: Kot Jude lahko rečem, da nekateri ljudje delujejo nekoliko bolj judovsko kot drugi. In Jon Ossoff morda ne deluje tako judovsko kot Josh Shapiro. Ampak glede judovske stvari, torej da zaključim, ja, hotel sem reči, da je Jud, morda je on tisti demokrat, ki mu lahko uspe najti pravo ravnotežje. Ker čeprav je Jud zelo kritičen do izraelske vlade, zelo kritičen do Benjamina Netanjahuja, na tem področju ima verodostojnost. Tako da mislim, da bi lahko zapolnil tisto vrzel med dvema skrajnostma demokratske stranke. Vprašaj Scotta Weinerja, kako se to izide zanj. Ja, kot Jud lahko rečem, da nekateri ljudje delujejo bolj judovsko kot drugi. In Jon Ossoff morda ne deluje tako judovsko kot Josh Shapiro, čeprav to morda ne pomeni veliko. Kaj se tukaj sploh dogaja? On je malo manj judovski kot ta tip, zato bi ga morda lahko izvolili demokratično. Halo? Ne razpravljamo o nečiji politiki, mnenjih ali programu, ampak samo o tem, ali ima dovolj velik ali dovolj majhen nos, da ga ne bi šteli za Juda in bi ga lahko izvolili. Si lahko predstavljate, da bi kaj takega rekli za katero drugo manjšino? Bi kdo rekel, da bi moral biti muslimanski kandidat manj musliman? Ali temnopolti kandidat manj temnopolt? Ali si je kdo drznil predlagati, da naj Ilhan odstrani svoj hijab ali da naj Tlaib zanika svoje palestinsko poreklo? Nasprotno, ti demokratski člani kongresa si lahko privoščijo, da Izrael imenujejo apartheidsko državo in da jasno ne obsodijo terorja Hamasa. To je povsem sprejemljivo. In noben resen politični analitik ne predlaga, da bi morali muslimani kot skupina skrivati svojo versko identiteto, da bi bili izvoljivi. Samo od Judov se pričakuje, da dokažejo, da so prava vrsta Judov. Ironično je, da je demokratska stranka, ki že skoraj 100 let uživa podporo judovske manjšine, od leta 1968 dalje prejela približno 71% glasov ameriških Judov za demokratske predsedniške kandidate. To, da zdaj je nekako biti Jud v tej stranki ovira. To je, Amerika, velik opozorili signal. In vsak, ki pozna zgodovino, ve, da kar se začne z Judi, se nikoli ne konča pri Judih. Amerika, tvoja družba se razkraja pred tvojimi očmi. V svobodni družbi rešitev ni, da bi bili Judi manj judovski. Rešitev je, da se soočimo z antisemitizmom, ki to norost sploh povzroča. Nobenemu Američanu, ne glede na vero, raso ali prepričanje, ne bi smeli nikoli reči, naj skriva, kdo je. Ne glede na to, na kateri strani političnega spektra ste, vas prosim, da to vidite kot opozorilni signal, kar tudi je. Če želite rešiti Ameriko, je treba to sovraštvo nasloviti. Čaka vas veliko dela. Erika, v težavah si punca. Ja. Poslušam, kaj govoriš o Turčiji in me je groza, ker tega nisem vedela. Si ti vedela vse to o Turčiji? In imam občutek, da tudi Turki tega ne vedo. Brez skrbi. Hvala, ker širiš globoko resnico. In upam, da se bodo Američani res prebudili. Ja, tudi jaz upam, zagotovo. Bellamy, kdo je tvoj baraba tedna? SABC, južnoafriška radiotelevizija, ker so prav ta teden ob ksenofobičnih napadih, ki so se dogajali, vsem tujcem dali čas do 30. junija z 2-mesečnim opozorilom, da zapustijo državo. Ko sem živela v Južni Afriki, sem odšla leta 2008, ko so se ksenofobični napadi tako stopnjevali, da je postalo strašljivo, a v medijih o tem ni bilo nič, ker o tem niso poročali niti domači mediji. SABC je v lasti ANC, ki je podaljšana roka iranskega režima. Torej, če kdo ne zna vsega tega povezati, bi me to kar presenetilo. Saj je v tem trenutku vse skupaj vodeno kot Al Jazeera. Zdaj tudi drugi mediji poročajo, da je pohod, ki so ga organizirali te, veste, civilisti, ki so v bistvu nameravali linčati ljudi iz njihovih domov. Tudi ljudem, ki so južnoafriški državljani in so bili samo naturalizirani, so rekli, naj odidejo, sicer bodo odšli v krstah. Torej, če imamo takšno grožnjo, moramo ugotoviti, kako je Izrael kriv za to, ker je zdaj vse krivda Izraela. Kar me je pri tem razjezil, je bila selektivna jeza vseh. In ljudje so rekli, ampak ničesar ne vemo o tem.
In sem rekla, točno tako. Ampak ko jaz oziroma ljudje, kot sem jaz, ves čas govorimo, da morate gledati in poslušati. Morate gledati in poslušati, ker se nam bo to vrnilo kot bumerang. Ker poglejte, kaj se dogaja zdaj. Izrael je kriv. Kaj imamo mi za ksenofobnimi napadi v državi, ki nas že tako sovraži, nas imenuje apartheidska država, a oni z veseljem pogrnejo rdečo preprogo in vsem tujcem govorijo, naj zapustijo njihovo državo, ker tja ne spadajo. To je noro. In nekdo mi je dobesedno rekel in poslala mi je sporočila, ki jih je morala prejeti, in vedno so tu Judje, ki ščitijo svoje. Delavce, ker so kot družina, njen vrtnar je bil v njeni hiši. Morala mu je urediti prostor v svoji hiši, svojo varuško poslati k materi, ker ni bilo varno, da bi se vrnili tja, kjer živijo, za vsak slučaj. Sin je moral poslati sporočilo očetu, ki je njen vrtnar, z besedami: kjerkoli si, poskrbi, da ostaneš tam. Samo preverjam, če si varen. Pravkar so ubili 2 človeka. SABC se ni trudil iti v naselje, ker karkoli kdo zunaj ne ve, nihče ne rabi vedeti. Ljudje so umrli, ampak o tem ne bodo poročali. Res je travestija, kar se je zgodilo v Južni Afriki. Mislim, glede na njeno ustavo bi morala biti med državami, ki najbolj cenijo svobodo in jo tudi varujejo. In to je preprosto način, kako je komunistični ANC državo spravil na kolena. Vse temelji na miselnosti žrtve, občutku upravičenosti in zatiranju drugih, namesto na ustvarjanju nečesa produktivnega. To je res tako razočarajoče gledati. Toliko zapravljenega potenciala v Južni Afriki in popolnoma prav imaš. Imajo močne povezave z Islamsko republiko, ne samo na tem področju, ampak tudi na vladni ravni. Vidimo tudi, da Iran se sodeluje z ATN, enim največjih južnoafriških ponudnikov MTN. Mislim, da imajo v lasti manjšinski delež, 49% enega največjih ponudnikov interneta v Iranu, ki je bil najdlje časa prekinjen. In ni bilo nobenega odgovora, nobene izjave, ničesar od MTN, nobenega komentarja. Torej so vpleteni v to. Njihove roke so umazane pri vseh teh dogodkih v Iranu. To je zelo razočarajoč prizor za videti. Rubriko o izmečkih bomo zaključili z mojim izmečkom tedna. In veste, prejšnji četrtek smo obeležili 1000 dni od pokola 7. oktobra. Resnično, invazija na suvereno državo Izrael čez mejo z Gazo. In ugrabitev 251 ljudi, pokol več kot 1200 ljudi samo tisti dan. Grozen dan za vse judovsko ljudstvo, ki je sprožil val antisemitizma, s katerim se še vedno soočamo in ki je resnično brez primere od časa holokausta v 30 letih prejšnjega stoletja. In zdi se mi, da smo danes nekako prav tam. In moram reči, da sem prvič pretekli četrtek gledala nekaj posnetkov iz 7. oktobra, ki sem se jih namerno poskušala izogibati. Ker je zelo, zelo težko in čustveno naporno gledati in videti to vsebino, kljub temu, da sem jo že vse videla prej. Videla sem jo v živo. In seveda sem o tem poročala v novicah. Ampak kljub temu, stvar, ki me je ta dan najbolj prizadela, ni bilo ponovno pregledovanje nekaterih posnetkov, ki smo jih že videli. Pravzaprav je bil to odziv, ki smo ga videli iz palestinske strani in strani Gibanja za svobodno Palestino. Kajti ta dan, 1000 dni od napada na Izrael 7. oktobra, so izkoristili za trditev, da je minilo 1000 dni, odkar se je začel genocid nad Palestinci. Želim poudariti vsem, ki gledajo, da Izrael ni odgovoril na dogodke 7. oktobra vse do 7. oktobra. Ni bilo kopenske operacije. V Gazi se ni zgodilo nič. V Gazi ni bilo nobenega Izraelca 7., 6., 5. ali 4. oktobra. Razen tistih, ki so jih Palestinci že takrat imeli za talce, kar jih je bilo nekaj že pred velikim valom ugrabitev. Tako gledati na ta dogodek in reči, da to pomeni začetek palestinskega genocida, je neverjetno brezčutno in tudi namerno nevedno, glede na to, kako gledate na zgodovino. In to res kaže na dejstvo, kako celotno gibanje, kult smrti, svobodna Palestina, poskuša izkriviti zgodovinsko pripoved. Če gremo vse do samega začetka judovskega naroda, trdijo, da Judje niso od tod, da so kolonizatorji in da so evropski vsiljivci ali karkoli že. Ko pa so v resnici Arabci tisti, ki so sem prišli kot kolonizatorji.
Zdaj, to ne pomeni, da bi morala ali ne bi smela obstajati država. To je povsem druga razprava. Ampak če gledamo zgodovino, so Judje od tod. Arabski Palestinci, kot jih poznamo danes, pa niso od tod. To je zgodovinsko dejstvo. In namesto, da bi to priznali in se pogajali iz te točke, vedno znova vidimo, kako se zgodovina prepisuje. In to ni nič drugače. Večno bodo tarnali, da se je genocid nad Palestinci začel 7. oktobra, čeprav je v resnici šlo za poskus genocida nad judovskim narodom in judovsko državo. Naveličana sem tega revizionističnega sranja. In naveličana sem, da nihče na to ne opozori. In to, kako je to neverjetna klofuta v obraz vsem, ki so preživeli ta pokol, talcem, ki so se vrnili domov, vojakom, ki so se borili proti ogabnim džihadističnim taktikam Hamasa, ki kršijo človekove pravice v Gazi. Neverjetno je, še dodatno sol na rano. In preprosto naveličana sem tega. Torej, vsa palestinska stvar in vsi, ki trdijo, da se je palestinski genocid začel prejšnji četrtek ali pred 1000 dnevi prejšnji četrtek. Dovolj imam vas. Vi ste moji izmečki tedna. Zasluženi izmečki, grozno. Videla sem nekaj od tega in sem si mislila, danes res ne morem. Ne morem se ukvarjati s tem, to je smešno. Ko da znova prebiram knjigo Alicije Robi in me to še bolj vznemiri, ker berem, kaj je nekdo preživljal, pa je še vedno gledal svoje ugrabitelje z blagim pogledom, jih izobraževal, se pogovarjal z njimi. In to boš rekla iz svojega čudovitega kotička nekje v Santa Barbari. Ker veš, osvobajanje ljudi, Jan, je genocid. Ne prenesem ljudi, res jih ne morem. To je smešno. Mislim, ne vem, kako lahko gledaš posnetke 7. oktobra in kako je bilo na ulicah na tisoče Palestincev iz Gaze z železnimi palicami in palicami, kako so pretepali naše talce na zadnjih delih tovornjakov. Kdo lahko to gleda in reče, no, oni so žrtve? Kaž? To je preprosto, to je onkraj razumevanja. To je izkrivljanje resnice. To je izkrivljanje, Trace, in oni to vedo. Vedo. To je tako očitno in še vedno to počnejo. Ja, to je noro. Ampak kot vedno, želiva zaključiti v pozitivnem duhu. Ne vem, Bellamy, želiš začeti s svojim junakom tedna? No, mojih junakov je več, ampak glavna oseba, na katero se bom osredotočila, je Yuval Rafael, ki je lani zastopala Izrael na Euroviziji. Bila sem na Makabijskih igrah. Torej, vsem, ki ste prišli v Izrael na Makabijske igre, hvala, hvala, hvala. Stadion je bil poln veselja, ko smo opazovali starše. Kaj so Makabijske igre? Makabijske igre. Jaz jim rada rečem naša različica olimpijskih iger. Prav? Obstaja bakla. Vse je tam. Ampak videti vse te države, ki prihajajo z vsega sveta, da bi tekmovale v različnih športnih dogodkih. In v času, ko sem bila sem tako prestrašena glede mladih in mladine, ki morajo skrivati, kdo so, kot Judi. In da vidim države, kot so Argentina, Brazilija, Zimbabve, kako ponosno vstopajo na stadion s svojo zastavo in gledajo v vse smeri, kričijo in govorijo Am Israel Haj, mi je dalo kurjo polt. Ampak ko je Yuval Rafael zapela Rise Up, je zapela Rise Up od Andre Day. In začelo se je zelo počasi. Ampak vrhunec tega, celo ko so izbruhnili ognjemeti, sem začela jokati. Mislim, da sem 2-krat jokala v javnosti, prav? Nastavim si alarm, kdaj naj neham jokati, in to počnem na samem. Ampak sem začela ihteti, ker sem bila tako ponosna, da sedim v Izraelu obdana z ljudmi, ki so se odločili priti v Izrael, ki so si to želeli, da so res ponosni na to, kdo so kot Judje, ampak da to počnejo v Izraelu, ko nas preostali svet resnično sovraži. Bodimo iskreni, ne gre samo za to, da nas ne marajo. Sovražijo nas. Ampak to je v redu, ker v tistem stadionu nihče ni govoril o politiki ali čemerkoli drugem. To je bilo, kar bi jaz imenovala, judovsko veselje na steroidih. Bilo je neverjetno. Že dolgo se nisem tako odkrito počutila ponosno. Ampak samo gledati vse, kako se smejijo in občutijo trenutek prizemljenosti. Še posebej po 7. oktobru je bilo res, ne bi rekla, da je bilo nevarno, ampak je bil tako čuden čas, ko se vsako jutro zbudiš in si rečeš, škaj, še vedno smo tukaj, še vedno moramo vztrajati, še vedno moramo iti naprej. In ona je zapela tako spodbudno pesem in te besede pomenijo toliko po vsem, kar smo prestali in po vsem, s čimer se še vedno borimo. In veš kaj?
Nimam nič proti športu. Če kaj drugega, bi z veseljem šla gledat bejzbolsko tekmo ali kaj podobnega. Sporoči mi. Tam bom, čeprav nimam pojma, kaj se dogaja. Enkrat sem si rekla, da bom šla gledat športno tekmo. Amen, prepričalo me je. Torej, hvala njej in hvala organizatorjem Makabija in hvala tistim državam, ki niso klonile in odpovedale. Ker vem, da je Južna Afrika morala umakniti svojega delegata. Bili so le 3 ljudje, vendar je glavna delegacija, ki bi lahko bila nekaj zelo močnega tudi za njih, nekako zamudila res veličasten in čaroben trenutek. Wow. Ni samo vi vsi, tudi Rafaela je izjemna. Tudi ona je preživela novo, dobesedno tako, da se je skrivala po trupli v tistem zatočišču smrti, kot ga imenujejo. Grozljivi prizori. Enkrat sem jo intervjuvala in bilo mi je težko kot intervjuvarki. Spraševala sem se, kako je lahko tako mirna v tem trenutku, ampak je res izjemna. Wow. Njena moč, zbranost in pogum. Res je osupljivo. Ja, zagotovo. Šošana, kdo je tvoj junak tedna? V redu. Moj junak bo tokrat malo težji dame in se opravičujem, ampak mislim, da moram izkoristiti to priložnost, da opozorim na to. Moj junak so Nigerijci, ki javno spregovorijo v imenu svojih krščanskih skupnosti, ki so pobite in masakrirane. In vem, da je to težko, ampak res bi si želela, da si to ogledate skupaj z mano. Imamo nekaj posnetkov o tem, kaj se trenutno dogaja v Nigeriji. To je vrnitev, če se ne motim, 15 vernikov. Tisti, ki niso bili pobiti v svoji cerkvi, so bili ugrabljeni in zadržani 67 dni. Obstajajo poročila o mučenju, skupinskem posilstvu in stradanju. In danes zjutraj sem gledala ta video. In te ženske niso mogle niti same izstopiti iz kombija na lastnih nogah. In zelo močno čutim, da ima svet toliko strasti, besa in jeze zaradi genocida v Gazi. In mislim, da nobena vojna ne bi smela biti vzeta zlahka in noben konflikt ne bi smel biti vzeti zlahka. Ampak to se trenutno dogaja temnopoltim kristjanom v Afriki in nikogar ne zanima. In imate ljudi, ki obupano iščejo Trumpovo pozornost in obupano kličejo Izrael in Trumpa naj jih rešita. Mislim, da bi si morali to najprej ogledati, potem pa lahko malo poklepetamo o tem. Sploh si ne morem predstavljati, kako težko je spraviti v javnost, kaj se tam dogaja. Glede na vse, kar morajo premagati, da to storijo. Ampak obstajajo ljudje na spletu, ki poskušajo opravljati to delo in res vas prosim, da jih spremljate. In ko pozovejo k dejanju, karkoli že je to, pišite svojemu poslancu, svojemu senatorju. To je treba rešiti. Veste, morda Colin, Candace ali Meghan Kelly, ki imata toliko zapovedati, a o tem nimata ničesar zapovedati. Tucker Carlson, morda celo Erika Kirk. Morda bi Erika Kirk lahko kaj rekla. Jaz sploh ne morem govoriti. Ko vidim kaj takega, se mi zdi, da je svet preveč tih. In ne vem, dogaja se po vsej Nigeriji. Napadajo krščanske cerkve in vasi. Pastorje ubijajo, otroke pa jemljejo za talce zaradi denarja in džihada. Zato prosim vse, oprostite. To je nekoliko žalostna zgodba o junaku, ampak tudi vi ste lahko junaki, če poskusite na kakršenkoli način pomagati tem ljudem v Nigeriji. Če ste kdaj želeli vedeti, kaj je bil največji neuspeh Združenih narodov, je bila prav ta. In ni imela nobene zveze z Izraelom. Ja. Ker ko sem odraščala, so s prav takšnimi videoposnetki financirali vso svojo organizacijo. Pa od njih ni bilo niti besede o tem, kaj se dogaja. Imaš prav, niti besede.
Imaš prav. Ja, odrasla sem v videih o Afriki in veš, reši otroka ali karkoli že je bilo. In ne vem, v čem imaš prav, ne vem, kje so. Torej, OZN, to je tudi poziv za vas. Kje ste? To je grozljivo. Mislim, pokol kristjanov v Nigeriji traja že kar nekaj časa in o tem slišimo tako malo. Pa ni omejeno samo na to območje. Mislim, vidimo obsežno preganjanje kristjanov, še posebej na Bližnjem vzhodu. Leta smo bili priča preganjanju koptov strani egiptovskih islamistov. V zadnjem času vidimo, kaj se dogaja z druzi v Siriji. Prav tako tudi z nekaterimi krščanskimi skupnostmi tam v Siriji. Prav prejšnji teden smo videli, kako Islamska republika zatira kristjane znotraj Irana. Tako da resnično poteka vojna, džihadistična vojna, ne samo proti Judom. Judi so le v prvi vrsti, vendar je na udaru celotna zahodna civilizacija, vključno in še posebej krščanstvo. In zelo, zelo boleče je videti ne samo, da se to dogaja, ampak tudi, da se zdi, kot da svetu ni mar. Ne. Zelo so zaposleni. Z eno judovsko državo, ja. Ja, absolutno. No, to je pomemben junak, tudi če je težko gledati in razmišljati o tem, vendar moramo. Turku, kdo je tvoj junak ta teden? Moj junak ta teden je Joseph Aoun, predsednik Libanona. In kot veš, ta teden je Amnesty, kako izgovoriš njihovo ime? Amnesty. Amnesty, ja. Amnesty International in še 5 drugih nevladnih organizacij je obsodilo dogovor med Izraelom in Libanonom. Ta organizacija za človekove pravice je obsodila mirovni sporazum med Amnesty International, včeraj sem brala serijo, ja. Serijo? In trdijo, ali so dobesedno za Hezbolah. To je na njihovi spletni strani in dobesedno so poudarili z besedami, da to izdaja žrtve vojnih zločinov. Ja, videla sem to sinoči, ko sem iskala svojega junaka. In potem sem to videla in nisem mogla verjeti. Šla sem na spletno stran Amnesty International in to je dejansko wow. Ja. Torej, očitno ta organizacija za človekove pravice ne želi miru. Želijo, da Hezbolah zasede Libanon. In to mi je neverjetno, ker sem si v srednji šoli želela delati v eni od teh organizacij za človekove pravice. Bila sem mlada in neumna, nisem vedela ničesar, ampak res je zanimivo videti, kako popolnoma ignorirajo, kako je Iran vpleten v Libanon in kako vpliva na življenje libanonskih ljudi. In kar vidim je, da je Hezbolah ugrabil Libanon in libanonsko ljudstvo ter njegovo suverenost. In preprosto ne vem, kako lahko še vedno drznejo reči, da gre za izdajo žrtev vojnih zločinov. Ampak Joseph Aoun je vstal in bil je zelo odločen. Nasplošno. Ja, on je... Branil je dogovor in mislim, da je moj junak, ker končno nekdo brani libanonsko ljudstvo in suverenost in nekdo preprosto ne molči, se ne boji. Videli smo tudi, da je Hezbolah na ulicah Libanona in da se nekako dvigujejo. Še vedno ne stopi nazaj, ne odstopi in še vedno stoji za dogovorom. In upam, res upam, da bom kmalu videla mir med Libanonom in Izraelom. Vsi si to želimo. Ja, lepo. Da, vesela sem, da se Joseph Aoun zelo trudi. In zato je moj junak. Zelo lepo, je zelo dober junak, mislim, da je tudi večkratni junak, imeli smo ga že nekajkrat, ampak ja, absolutno. Mislim, da je bil zelo, zelo vztrajen, upam, da tako tudi ostane. To se nam je že zgodilo v preteklosti z Libanonom, ampak veš, upamo na najboljše, ko gre za to. No, nazadnje, a ne najmanj pomembno, moj junak ta teden je nova Miss Izraela, Danielle Jablonska, ki je pravzaprav moja draga prijateljica. Ampak vem, da je to nekaj, kar mislim, da je bilo dejansko lani, ko je bila prva spremljevalka ali druga spremljevalka. Prva spremljevalka je drugo mesto, ja. Tako da je že predstavljala Izrael ne samo v tej vlogi, ampak že mnogo, mnogo let prej, kot dolgoletna aktivistka, ki je opravila izjemno delo, ponosno zastopala judovsko skupnost, ponosno zastopala državo Izrael, odkar se je preselila sem. Naredila je alijo. In
Bila sem zelo navdušena, ko sem ta teden videla, da so jo razglasili za tekmovalko na izboru za Miss Universe. Opravila bo izjemno delo. Seveda je čudovita, a poleg tega je tudi izjemna oseba, neverjetno nadarjena in vedno spodbuja vse okoli sebe. Bila je velika povezovalka ljudi v judovski skupnosti in še posebej v skupnosti podpornikov Izraela. Torej, čestitke, Kol Hakavod. Ponosni smo, da nas predstavljaš. In vemo, da boš državo Izrael in celotno svetovno judovsko skupnost zastopala izjemno dobro. Ne bi mogla biti bolj vesela, da je Danijel Jablonska nova Miss Izraela za leto 2026. Torej, to je moj junak tedna. Je odlična. Moramo jo enkrat povabiti kot gostiteljico tukaj. Ampak s tem zaključujemo za ta teden. Ta teden bomo imeli tudi posebno oddajo nadaljavo s Fleur Hassan Nahum, ki je trenutno v Združenih državah Amerike. Zato ostanite z nami še kasneje v tednu. Do takrat pa hvala, ker spremljate JNS TV.